Jaz sem enkrat šla računat, koliko časa delamo za to, da v bistvu plačamo avto in poskrbimo za stroške vzdrževanja. In mislim, da sem zračunala 3 dni na teden samo za avto. 3 dni. Politično se zaenkrat nobeni stranki v času volitev ni obrestovalo v političnem izidu, če je potem te, recimo, avtomobilske bombone dajala. Neka prejšnja vlada je dala takrat vinjete. Tisti, ki veliko uporabljamo avtocesto, smo bistveno več plačevali avtoceste, ker je potem bila vinjeta in bi se to morali poslati na volilnem rezultatu, pa se ni. Avto je vedno tisto, s čimer politika nekakšno manifestacijo politične moči pa gospodarske dela. Zato, ker imamo te pač tabore, ne? Japonski avtomobilski grozd, ameriški, evropski in zdaj seveda močan kitajski. Praviloma Slovenci se tepemo tam v smrt za nakupno vrednost, ne pogledamo pa celotnih stroškov. Moj nasvet bi bil celotno stroške, ker se da zračunati. Kateri avtomobili so tisti, ki najhitreje izgubijo vrednost in v kakšnem času? Konkretno. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo zelo zanimivo vsebino, zanimivo epizodo o avtomobilih. Avtomobili, kot sami veste, predstavljajo kar pomemben delež v našem družinskem proračunu, zato bomo danes pogledali, koliko dejansko zapravimo za naše jeklene konjičke, kdo so kupci kitajskih jeklenih konjičkov, kdo so kupci avtomobilov, ki hitro izgubijo vrednost, kateri avtomobili so tisti, ki hitro izgubijo vrednost tudi do 40% v parih letih, tako da to si bomo pogledali, se bolj splača kupiti rabljen avto, nov avto, kako je z leasingi, ali bolj, da privarčujemo gotovino in potem kupimo avto, kolikšna je v bistvu povprečna starost voznega parka v Sloveniji, kdo so kupci dragih avtomobilov in tako dalje. Skratka, zelo zanimiva vsebina. Vabim vas tudi, da obiščete našo spletno stran moneynewshow.si, kjer objavljamo vsak dan pravzaprav neke zanimive vsebine, bodisi so to podcasti, bodisi so to članki. Ravno včeraj, se pravi 2. februarja, sem objavila zelo zanimiv članek. Oglasil se nam je poslušalec, gledalec, bralec in nam je povedal, da od Ljubljane do Kopra ne more kupiti niti unče zlata. Seveda smo preverili, kaj se dogaja in ali je res zmanjkalo fizičnega zlata in srebra. Še enkrat bi vas rada spomnila, da lahko kupimo tudi srebro brez plačila 22% DDV-ja. Kako preverite med novicami na spletni strani money-how.si. Seveda smo se tudi dotaknili oziroma smo obdelali tudi vsebino vezano na zadnji popravek, zlato, srebro, Bitcoin in AI delnice, kaj se seveda tukaj dogaja. Vabim vas tudi, da seveda prisluhnete epizodi z Blažem Brodnjakom. Mislim, da je bila kar zelo poslušana epizoda, tako da vabljeni. Ne smemo pozabiti, približuje se tisti dan D, ko bo treba oddati davčno napoved. Nočna mora za marsikoga. Letos mogoče ne bo tako hudo. Razvili smo Taksistenta, ki pomaga pri oddaji davčne napovedi. Lahko uvažate v Taksistenta poročila iz Interactive Brokers, Trade Republic, Revolut, Trading 212 in dodali smo tudi eToro. Načeloma večina nima niti težav za oddajo davčne napovedi za uporabo Taksistenta. Mogoče se kaj zalomi pri Trade Republic, kajti Trade Republic ne ponudi v bistvu Excela ali pa CSV datoteke, tako da moramo v bistvu si pomagati z vtičnikom. Vseh informacij pa preko tega vtičnika ne dobimo. Ampak vseeno si lahko pomagate tudi z našim Taksistentom, tudi če imate Trade Republic, večji del informacij je vseeno tudi uvoženo v Taksistenta. Tako da vabljeni, da preverite. Taksistent pa je del paketa MoneyHow Premium, znotraj katerega dobite tudi vse te članke. Večina teh člankov, ki sem jih danes omenila, so zaklenjeni, ampak ja, v sklopu Premium paketa jih lahko seveda normalno prebirate. Hkrati dobite tudi dostop do modrega AI, to je pa finančni asistent, ki vam pomaga pri različnih dilemah, na katere naletite, ko upravljate osebno ali družinsko premoženje. Toliko za enkrat, zdaj pa res zanimiva debata, prijetno poslušanje. Pred mikrofonom je Andrej Brglez, strokovnjak na področju mobilnosti, novinar, urednik, sociolog, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, skratka velik poznavalec sveta avtomobilov. Zdravo, Andrej.
Živijo, lep pozdrav, hvala za povabilo. Z veseljem. Danes seveda se pogovarjamo o enem najbolj pomembnih stroškov v družinskem budžetu, in sicer to je avtomobil. Za veliko večino Slovencev strošek avtomobila in pa vzdrževanje avtomobila pravzaprav drugi največji strošek v družinskem budžetu, takoj za, ne vem, plačilo najemnine ali pa obroka za nakup stanovanja. Pa mogoče, če kar se dotakneva najprej tega, koliko plačujemo vsako leto za jeklene konjičke. Ni samo v Sloveniji tako, avto je na splošno, globalno gledano drugi ali tretji, ne, še hrana je vmes, ne, se pravi hiša, avto, pa potem recimo hrana, tukaj nekje se povsod po svetu križa, tako da gre za res velik strošek v družinskem proračunu. Slovenci tukaj nismo kaj bistveno drugačni od ostalih, je pa morda, ne, ampak tukaj ne spet samo slovenska, ameriško, centralnoevropska posebnost, da se kar nekako, ko bi rekel, to je pa zelo vaše področje sicer, ne, da se kar ne odločimo in da pozabimo malo na matematiko, ko pride do avtomobila, ne. Da ne naredimo nekega izračuna, ki je sicer sila preprost, ne, ali pa vsi smo se naučili v osnovni šoli že dovolj matematike, da znamo zračunati, koliko denarja imamo na razpolago za vse te svoje največje izdatke. In pri avtomobilu, in zato je verjetno tudi za najino debato danes tako zanimiv. Mene pa to zanima že tako in tako ves čas, da se tukaj nam malo zamegli pogled, pa se stegnemo dlje, kot pa nam finance to omogočajo. Tukaj pravzaprav nastane večina tega, zaradi česar pravzaprav nas mobilnost ali pa avtomobili, predvsem avtomobili, stanejo več, kot smo si pripravljeni ali pa kot praviloma izračunamo, ne. Ta obrok mesečni ali pa celotni stroški avtomobila na mesec preračunano je nekaj, kar pogledamo stran. Zdaj se lahko vprašava, zakaj, seveda, ne. Avto je, mislim, tudi stanovanje je, tudi hiša je, tudi, ne vem, stvari, ki jih kupujemo za v hišo ali pa za recimo neki življenjski slog, so tiste, ki manifestirajo nekam, kam se v krogu nekih svojih znancev ali pa neke svoje socialne mreže postavljamo, ne. Ampak avto je tukaj res izstopa, ne. Avto je tista ob oblekah, ob, ne vem, nekem drugih statusnih simbolih še vedno nosilec ene močne manifestacije tega zelo jasnega sporočila, kam se pozicioniraš. In tukaj nastane ob seveda tem, ne, da Slovenci imamo tradicionalno radi tehnologijo, avtomobili so nam blizu tudi pa saj ni težko reči, avto je zanimiv po dizajnu, po varnosti, tehnologiji, vožnji, užitku, tako da je veliko razlogov lahko človek najde, da upraviči to svoje izdatno recimo, ali pa da se stegne v svojem osebnem proračunu še nekaj čez, ne. In tisto čez pomeni, da nekje drugje prikrajša se, ne. Ali pa se tudi ne. Ja, ne vem, to pa meni se ne izide. Meni se ne izide, da bi se lahko na več straneh finančno stegnil čez, pa da mi potem nekje ne zmanjka. Nekje ti mora zmanjkati, a ne. Nekje zmanjka, ja, saj imaš prav, ja. Zmanjka ti mogoče pri hrani ali pa pri kakšnih drugih zadevah, ne. Mislim, tukaj se recimo globalno gledano se nekoliko najdejo take čisto sociološko gledano razlike v nekaterih državah, pa ne moremo posploševati, ampak je recimo večji odstotek ljudi pripravljen mogoče odškrtati na račun potovanj, mogoče slabših bivalnega okolja, mogoče drugačeno slog oblačenja, malo na drugih stvareh si manj privoščijo, zato da pri avtu grejo korak višje, a ne. Mimogrede, zanimivo je, da to naredimo tako pri novem kot pri rabljenem. Tudi pri rabljenem gremo pogosteje čez recimo razred, velikost ali prostornina motorja ali tako naprej. Pa je matematika enaka, a ne, saj tudi tam, samo pač razmerja so drugačna. Tudi tam bi bilo potrebno izračunati bolj realno, koliko je še tisti mesečni znesek za avto, da ti ostale stvari niso prikrajšane. Ampak se pravim,
Saj to je osebna stvar, a ne. Pač nekje drugje, ne vem, potuješ manj, hodiš manj v gledališča, se manj ukvarjaš s športom, nekje, mislim, če imaš 100 enot denarja za mesec porabiti, a ne, pa leto, pa tako naprej, a ne, potem so ta razmerja pač pomembna. In pri avtomobilu pogosto to razmerje malo dvignemo čez na račun nečesa drugega, a ne. Ampak saj jaz to tudi razumem, ker, kot rečeno, avto je lahko zelo veliko, ob tem, da ga seveda potrebujemo, ne. Midva sva zdaj štartala v to debato, kot da je avto nek luksuz, ki si ga damo na vrh vsega. Ni, avto je v Sloveniji, avto največja pač nuja mobilnostna. Ravno zdaj, ko so v času pred volitvami, mi smo delali ravno zdaj raziskavo, končujemo jo ta teden, ko smo spraševali ljudi, kako vidijo čas volitev, ne, kaj jim stranke ponujajo in ali so sploh pozorni na to, kaj jim ponujajo v smislu mobilnosti. In ob tem smo jih seveda vprašali, kako pomembno je v njihovi mobilnostni sliki za prihodnost, ne danes, avto. In je še vedno zelo visoko. Mislim, absolutno zmagovalec. Slovenija je avto zmagovalec mobilnosti. Se pravi, ne moramo reči, da je zdaj samo strošek, a ne. V bistvu to je odločitev v življenju. Ti jo moraš imeti, ti avto praktično moraš imeti, a ne. In če ga imaš, potem si na tem razpotju, a ne. Kot pravim, saj tudi večjo varnost prinaša, večje udobje prinaša. Tako da, ne, ni, da ne bi zdaj tako izvenela, kakor da je to obsojajoče. Jaz čisto razumem, da ljudje se pri avtu stegnejo nekoliko dlje, pa kje drugje, ker jim pomeni tisto manj, a ne. Tam dobijo tisto razliko v mesečnem izdatku za avto. Se pravi, avto še vedno je na nek način statusni simbol. Avto je še vedno statusni simbol. Jaz mislim, da se s tem nekoliko pretirava, da ni več toliko in mislim, da bo statusno v tem kontekstu, kot ga zadnjih recimo 50 let razumemo, ne 100, ampak 50 let, pa mimogrede, če greva samo kratek skok v zgodovino, ko so se avtomobili začeli prodajati, so se najprej prodajali po isti metodologiji, kot so se prodajale kočije. Se pravi, šlo je za zelo bogat sloj ljudi, ki je pač na neki dogovorni ravni za tistim, ki je kočijo pač izdeloval, mu dal pač nek znesek, a ne. Šele z resnično Henryjem Fordom in pač drugačno produkcijo avtomobilov, masovno proizvodnjo, se vse skupaj postavi na glavo in takrat pravzaprav že Henry Ford natančno vse izračuna. Že se pravi 100 let nazaj plus, 110, 120 let nazaj, je že vsa finančna slika popolnoma jasna, tudi že posojila, leasingi v ne taki obliki, kot jih poznamo danes, ampak vsi zametki so že tam. In tudi ta izračun, o katerem midva zdaj govoriva, on je natančno vedel, koliko mora plačevati delavce, da si bojo avto lahko privoščili, in ko greva na status, kaj statusno je to njim pomenilo, ne. Takrat se avto razširi v srednji sloj, ki ga še na ta način pač tudi pomaga oblikovati, ne. In tam se pravzaprav začne potem delati tudi statusna hierarhija avtomobilov. Zdaj, če preskočiva 100 let, ravno Trump je zdaj v začetku svojega mandata začel govoriti o tem, govorim zato, ker je to tudi finančno pomembna stvar, a ne, da bo z davki in dajatvami in tako naprej, a ne, reguliral cene tistih avtomobilskih znamk, ki prihajajo v Ameriko, a ne. Mimogrede, avtomobili so vedno v gospodarskem in političnem tonu so vedno zelo visoko izpostavljeni. Pardon. Mi redko katero dobrino najdemo tako visoko pozicionirano. Tudi hrana ni, elektronika ni. Avto je vedno tisto, s čimer politika nekakšno manifestacijo politične moči pa gospodarske dela. Zato, ker imamo te pač tabore, ne. Japonski avtomobilski grozd, ameriški, evropski in zdaj seveda močen kitajski. No, in ko je on govoril, je govoril o statusu. On je govoril o statusu ameriškega delavca, ki bo spet postal močen in bo spet tak, kot je bil pred 50 leti ali pa 40 leti, zato, ker se bojo avtomobili delali pri njih, ne. In
z avtom je povezoval pravzaprav, ne vem, če je on to sicer vedel, no, ampak kakorkoli že, z avtom je povezoval status ameriškega volilca v srednjem sloju. Ker takrat je lahko en zaposlen, ki je delal v avtomobilski industriji, lahko si kupil avto in imel hišo v predmestju. No, danes njihov najbolje prodajan avto, Ford F-150, to je pick-up, je narejen v Kanadi pa v Mehiki, ne. Tako da ni teorije, da bi se njemu ta matematika izšla nazaj, ne. In tudi srednjega sloja ne bo več na ta način možno pač krepiti, se pa avto še vedno, kot spet se vračamo nazaj na status, je seveda en najbolj vidnih manifestacij, v kater družbeni sloj sodiš, ne. In zato so pa danes druge finančne možnosti, da ti z avtom, da si privoščiš avto, ne, ki si ga morda po statusu v resnici ne. Pa smo spet na začetku tiste debate prej, a ne. In zato se pa v Ameriki izrazito zdaj zelo podaljšujejo leasingi, grejo v preko razumnih 4 let, ne. Ravno zato, ker ljudje nočejo pokazati navzven, da niso več pripadniki nekega sloja, ki si lahko nek avto privošči, in zato jim nasproti prihajajo pač različne finančni vzvodi, ki jim to na videz omogočajo, samo zapletajo se še v daljše finančno odplačevanje, ne. Tako da, ja, avto je status še vedno, je kot tak, na tem pravzaprav blagovne znamke gradijo svojo najvišjo dodano vrednost. Evropske blagovne znamke je to trenutno največji kapital, ki ga imajo kontra kitajskim, ne. In v prihodnosti, kot gledamo, da se mlajše generacije obračajo, izgleda, da bo še vedno, morda ne bojo lastniki, morda bojo čisto drugače uživali mobilnost, ampak ni videti, da bi se odrekli temu statusnemu. Je kar važno. Važno je, katere znamke telefon imaš, važno je, katero znamko čevljev imaš, kakšno znamko torbe imaš, kolesa in tudi avta, ne. Tako da to kar verjetno bo še kar nekaj časa ostalo, no. Zdaj si ful zanimivih stvari povedal, pa bi se mogoče malo na politiko vrnila, ne, ker si rekel, da avtomobili zelo visoko kotirajo tudi pri politiki. Zdaj se glih sprašujem, a ne, kaj še lahko pričakujemo, če še kakšen bombonček lahko pričakujemo od politike. Rekli so, pač dali so božičnico, dali so višjo minimalno plačo, posledično se lahko dvignejo tudi druge plače, dobili smo za 3 ali 4 mesece podaljšano vinjeto. Kaj nam lahko še vlada ponudi? Mogoče kakšno idejo za kakšnega seveda. politika v koaliciji? No, sej veš, čeprav mimogrede politično se zaenkrat nobeni stranki v času volitev ni obrestovalo v političnem izidu, če je potem te, recimo, avtomobilske bombone dajala. Neka prejšnja vlada je dala takrat vinjete, kar je bilo pravzaprav, mi danes vidimo vinjeto kot strošek, samo v resnici je bilo to takrat tako zelo. Ljudje smo bistveno več, tisti, ki veliko uporabljamo avtocesto, smo bistveno več plačevali avtoceste, ker je potem bila vinjeta, in to ni bil zanemarljiv odstotek ljudi. Mimogrede, jaz sem 100%, vem, da so takrat natančno izračunali, koliko ljudi bo zaradi tega, ker se bo vinjeta uvedla tik pred volitvami, koliko ljudi bo zaradi tega dejansko imelo velike finančne koristi, in bi se to moralo poslati na volilnem rezultatu, pa se ni. Tako da jaz mislim, da to, kar je zdaj Ministrstvo za infrastrukturo naredilo s tem, da bomo vinjete lahko še malo podaljšali, jaz mislim, da to ne bo imelo, da mi nismo tako hvaležni, no? Ali pa nismo na ta način hvaležni. Drugače pa, kar se avtomobila tiče, država bi lahko bila izrazito, ima res ogromen vzvodov, kje bi lahko znižala stroške mobilnosti, zaradi tega, ker avto je vedno najlažji stisniti tam pa davke dobiti. In imamo taks in še ne vem česa, vsega pritisnenega gor na avto, zato ker je najlažji, ker ga moraš imeti registriranega. Če ga hočeš uporabljati, moraš imeti registriranega, moraš imeti tehnične preglede, moraš imeti vse ostalo. In to je najlažje možno, ne,
pa seveda nepremičnine, pa druga stvari. Ampak tukaj policisti pa hodijo od zunaj in če ti nimaš registriranega avta in vse, tukaj res, kako rečem, se da hitro zračunati, če nekje 2 evra moramo več plačati za, ne vem, cestnine ali pa nekaj. Tukaj mi imamo en kup davkov gor obešenih, ki so se nam nacepili na to v zadnjih 20 letih, ker se mi kot, ko bi rekel, državljani nismo postavili pa robu pa rekli, pa kaj zdaj mi to plačujemo? Koliko moramo mi še tega plačevati? Ali po drugi strani, da bi rekli, ok, koliko zdaj tega cestnega dinarja pa gre, ali evra, ali tolarja, ali dolarja, ali česarkoli že, koliko gre zdaj to v višjo varnost na cesti? A imam jaz zdaj za to manjše zastoje? Kaj jaz dobim od tega, kar vi meni direktno črpate iz tega? Ker nekaj gre v proračun, razumem, ok, ampak nekaj gre pa direktno, kakor za to, a ne? In glede na to, da imamo 1,2 milijona avtomobilov, kar ponavljam, 1,2 milijona avtomobilov, ja, menda se vsaka politika obez gor in pol tukaj izčrpava. Ampak to, s čimer se pa jaz ukvarjam, je pa, da govorim, če imaš 1,2 milijona avtomobilov, se moraš končno že enkrat odločiti, a boš ljudem pomagal, da s tem 1,2 milijona avtomobilov živijo vsak dan, se pravi, delajo, gospodarsko držijo po koncu, šolstvo, izobraževanje in tako naprej, mislim, sploh lahko živijo, ali se bomo odločili, pa bomo poskušali doseči, da ne bomo imeli več 1,2 milijona avtomobilov. Sam to povem potem neke ukrepe, in jaz mislim, da je to tudi diskurs, ki ga moramo tudi mi sprejeti. Pa zračunati se spet treba, to se zračuna, a se nam splača recimo loviti, da bomo imeli 800.000 avtomobilov namesto 1,2 milijona, pa kaj nam to prinese, spet gospodarsko, v zmanjševanju zastojev in tako naprej. V glavnem, da ne zaideva preveč, če politika zdajle zelo na hitro misli še kaj narediti, zato ker ne bo čisto nič narobe, zaradi tega, ker plačujemo preveč, vsekakor plačujemo preveč glede na to, kaj dobivamo, če pa ne, pol pa saj končno enkrat v času volitev, to je pa moja bolečina, ki mi na inštitutu čist vsake, mislim, da zdaj že 4 državnozborske volitve, vsem strankam, ki kandidirajo na volitvah, pošljemo vprašalnik, mobilnostni seveda, kjer ravno take stvari, kot jih midva zdaj odpirava, jih vprašamo in potem gledamo v nadaljevanju, če so kaj od tega, kar so obljubili, ali pa kakor so v tem našem vprašalniku obkrožali, a so se tega približno držali ali ne. In kar zdaj za nazaj jaz lahko vidim je, ne to, da se niso držali. To pač, ali pa bom drugače rekel, ne to, da jim česa, kar so napovedovali, ni uspelo uresničiti. To, kot državljan čisto razumem, zato ker so pač mogoče 4 leta, še posebej pa čez 4 let, niti sestava neke koalicije ne preživi, pa sploh ne moreš doseči, to bi še razumel. Ampak, da pa se mi ampak to je pa tudi naša krivda od volivcev, da mi ne zahtevamo od naših predstavnikov v parlamentu, da se končno že enkrat odločimo, v katero smer mobilnosti bomo šli, čemu bomo dali največ pozornosti, čemu bomo namenili največ našega denarja, da bo čez 20-30 let drugače. Ker jutri ne bo. Jutri ne bo še nič drugače, ampak tukaj je recimo velika razlika, tukaj je nekaj zelo pomembnih razlik, ki bom zdaj samo površinsko se dotaknil. Trenutno lahko vidimo Kitajsko, meni Kitajska ni zanimiva zaradi električnih avtomobilov, te že dolgo časa tam poznam in tako naprej. Ampak zato, ker ponuja model, ki ga niti Amerika, niti Japonska nimata na tak način, še najbolj Japonska, ampak računajo na 50 let naprej. In oni so se odločili za elektrifikacijo, med drugim pa še vse ostale stvari, zaradi tega, ker so se odločili, da tako preprosto ne bo šlo več. Če želijo mobilizirati ljudi, potem pač ne bojo mogli biti odvisni od nafte. In za razliko od nas so oni imeli še en bistveno drugačen cilj. Oni imajo, mislim, da mogoče 200 avtomobilov na 1000 prebivalcev, ne vem koliko je zdajle, ampak pri njih izrazito hitro rase. Mi jih imamo pa 750 ali koliko na 1000. In oni so rekli, mi bi radi imeli tudi 750.000. Se pravi, oni vejo, kam hočejo iti, več avtomobilov. Mi, Amerika bi tudi imela 1000 na 1000, če se da, ali pa ne vem, še več.
Japonska in Evropa sta edini državi na svetu, ali pa edini, recimo, ekonomsko-gospodarski coni, kjer se sprašujemo drugače, ali je možno imeti enako svobodo gibanja, enako udobje, varnost in tako naprej, ali boljše z kakšnim avtom manj. Ne? Ampak to pa ni razmišljanje za eno vlado, ne? To je razmišljanje, ki se ga danes analizira, se reče, lejte, za čez, ne vem, 40 let lahko danes ene stvari ugibamo, recimo, da ne vemo, koliko manj bo državne uprave, ne vem, koliko manj bo, ne vem, nekih stvari, ki bojo z umetno inteligenco do te mere podprte, da ne bo več toliko delovnih mest. Ene stvari ne vemo, kako bojo, ampak vemo pa, da se bojo zgodile. In na podlagi tega potem rečemo, ok, torej ne zgrešimo, če mi danes, ne vem, pospešeno vlagamo v to mobilnost ali pa v eno drugo mobilnost ali pa tako naprej. Ne? Bomo čez čas se prilagajali, ampak v to smer bomo šli in katerakoli vlada v prihodnosti bo imela takrat mandata, ne? Od tega ne bo bistveno odstopala. In to je nekaj, kar jaz zelo pogrešam v Sloveniji, zaradi tega, ker Slovenija kar kliče, potem je tudi, mi bi lahko veliko več denarja evropskega za to počrpali, zato ker smo v bistvu na križišču mobilnostnem, a ne, in Evropa to razume in želi ohraniti te tokove gospodarske iz Luke Koper, pa posebej vzhod-zahod, a ne. In mi bi tukaj, če bi imeli dober plan in bi rekli, mi bomo z železniško, avtocestno, pa še ne vem, kakšno infrastrukturo ta del hrbtenice evropske vzhod-zahod, sever-jug nadgradili, ne, bi zato tudi dobili dodatna sredstva, ne, in sebi bi izboljšali kakovost. V glavnem, zdaj sem zelo zatavil na različne konce, ampak tako široko so tudi mi dala možnost. No, dobro, greva malo zožiti, a ne. Sej v bistvu, dobro, ne bi šel zdaj toliko preveč v politiko, ker se sam lepo povedal, da imajo pač omejen rok trajanja, no, vsake 4 leta se borijo zato, da pridejo nazaj v parlament, a ne pa ponovi vajo, tako da ta 50 let vnaprej, ne, na Kitajskem je to malo drugače. A greva mogoče, zdaj, ki si rekel 1,2 milijona avtomobilov, to pomeni, da je približno 1,5 na gospodinjstvo, če rečemo, da je 800.000 gospodinjstev, ne? Ja. A je tako? Ja. 1,5, se pravi, vsako gospodinjstvo ima vsaj en avtomobil, če ne celo več. Pa bi te še nekaj vprašala vezano na količino avtomobilov, a ne, zdaj, mladi, a ne, zdaj, ko se jaz z mladimi pogovarjam, recimo v Ljubljani ni takšnega interesa, da bi kupili avto, kot recimo v kakšnih drugih mestih, recimo Celje, Velenje, Tržič in tako dalje. Ja, seveda ni, ampak to imamo mi smo v tistem delu Evrope ali pa tako velika mesta imamo, da je zelo na preizkusu ta deljena mobilnost ali pa recimo mobilnost kot servis, ne. Zdaj te stvari se tako hitro spreminjajo, pa toliko različnih modelov mobilnosti je že preizkušenih bilo v zadnjih recimo 10-15 letih, od skirojev, izmenjave avtomobil, car sharingov, ne vem, vseh možnih nekih oblik, ne, da se zdaj že kar natančno ve, ali pa se vedno bolj jasno vidi, kako veliko mora biti mesto, da v bistvu, da lahko tak poslovni model preživi. V nasprotnem ga mora nekdo subvencionirati, ne. In zdaj, pri mladih je pa recimo ena zanimivost. Jaz sem delal v enem projektu v Nemčiji, v Berlinu, kjer smo takrat na začetku bili prepričani, ker smo se tudi s takimi mladimi startupi in tako dobivali. In takrat, to je po mojem 10 let nazaj, so mladi, govoriva pa o recimo 25 do 28 let starimi, so takrat bili odločno tako, da mi avta ne bomo več imeli. To je preživeti vseh možnih vidikov. Okoljskega je bil zelo pogosto, so rekli, da zaradi okoljskega ne, pa seveda tudi finančnega, ne, ker je tako visok strošek in tako naprej. In dejansko tako smo takrat prav razmišljali, da no, zdaj pa se je to zgodilo, to so pač novodobni, rečemo taki, nova oblika hipijevstva, ki je tudi upor proti temu, kar ste vi prej delali, s temi ogromnimi SUV, pa z vsem tem, pa to tlačiti noter v mesta in tako naprej. Ne. Tudi statusno je izgledalo, da kaže na to, da nam to ne bo več pomenilo to, ne. Da boš presegel to, da z velikim avtom ne kažeš to, da si v bistvu finančno ali pa kako sicer pripadnik nekega sloja, v katerega želiš priti. No,
A veš, kdaj se je pol to vse podarilo? Ker so se poročili, pa otroka dobili. Ja, pa meni je bilo grozen. Ne to, da so otroke dobili, to je super, a ne. Ampak grozen mi je bilo, ker je neka generacija pravzaprav mogla pokopati ene svojo željo, no. In je šla korak nazaj, ne. Ampak šla je zato, ker ni imela alternative. S tem, da seveda v Berlinu jo ima neizmerno več, kot jo ima v Ljubljani. Kaj šele Celju ali Tržiču. Ampak ne, mislim, udobje je hudič, ne. Udobje je, in ko govorimo o mobilnosti, je ves čas treba vedeti, da boljša ali pa drugačna mobilnost pride samo, če je boljša v smislu udobja, varnosti, cene, časa potovanja. Ti kriteriji so najbolj pomembni, a ne? Ali, če je pač neka kriza, potem greš na drugače, ne? In v Berlinu, recimo, se je obrnilo tako. In avtomobilska industrija je to super zgrabila ta moment, a ne? In jim je začela prodajati športne SUV-je, ker nekaj se pa zmeri generacijsko zgodi. Praviloma zelo visok odstotek otrok ostane na isti blagovni znamki, kot so imeli starši, samo model mora biti pa drugačen. In tukaj se je model potem iz karavana in ena prostorca spremenil na športnega SUV-ja, ampak smo spet vse je super, srečni smo vsi, ampak je pa vsega več. Tako da hočem reči, v Ljubljani, kaj šele manjših krajih, bojo te mobilnosti za mlade zelo težko ulovljive na ta način, bojo pa ene druge. V Sloveniji je nekaj zanimivih projektov, recimo Toyota Go ima enega takega, ki je zelo, zelo zanimiv, ki pa po lokalnih, ne po mestu, ker po mestu ti približno veš, koliko je struktura ljudi, ki kaže tendenco, da ne bi imela avtomobila, ne. In kakšne so njihove mikropoti in a jih bojo zdaj reševali z Uberjem, taksijem, z ne vem čem že, ali z nekim deljeno mobilnosti ali karkoli že. V recimo takih krajih, kot so Kočevje, pa zdaj veliko delajo na Krasu, Brkini in tako naprej, je pa to čisto drugačna, meni zelo zanimiva demografska skupina, ker tam pravzaprav za vse ljudi tudi veš, kdaj grejo. Eni grejo v zdravstvene domove, eni grejo v knjižnice, eni grejo ne vem kaj. In se to rešuje v bistvu na najbolj tehnološko možen sodoben način, se pravi kar z appom pa z signali, kdaj ti kam bi šel, a ne. In potem se te skupine ljudi poskušajo sam časovno približno v neke pakete sestaviti, a ne, zato da jih kombi potem lahko prepelje. In to se kaže trenutno še, recimo temu bolj demo verzija, ampak je že zelo veliko podatkov, no, kaže na to, da so to lahko bistveno bolj učinkovite rešitve za recimo starejše, za starše z majhnimi otroci, ki hodijo na neke dejavnosti, pa potem ni treba staršem recimo drveti iz Ljubljane v Kočevje domov, da bojo otroka peljali, ne vem, na flavto ali pa ne vem, na gimnastiko, a ne, ker to lahko seveda varno, z zaupanjem pa tako naprej naredi nek prevoznik, a ne. Občini pa ni treba plačevati avtobusa, ki se 4-krat na dan prazen pelje ob nekih urah, ki nobenemu ne koristijo, a ne. Tako da smo na pragu, tukaj to je pa čisto posebno polje digitalizacije pa deljenja podatkov, ki največje koristi prav v tem omogoča, da ne spreminjamo infrastrukture in zmanjšamo število avtomobilov ali pa optimiziramo recimo javni potniški promet. Tukaj se da ogromno narediti in tle je meni žal, da ne izkoriščamo vsega potenciala, ki nam ga danes digitalizacija da. Mi vsi imamo pametne telefone in tukaj noter je toliko akumulacije nekih naših navad in mobilnostnih, kako bi rekel, shranjenih naših mobilnostnih vzorcev, da se da ogromno optimizirati. In mi na ta način bi dobili bistveno krajše potovalne čase, manj bi zapravili, manj bi onesnažili. Tako da tukaj se da veliko narediti. Imamo pa seveda eno težavo. Zaenkrat vse te podatke delimo z Američani. Jaz že zdaj napovedujem, da bojo še v tem mandatu Trumpa se bo Google zelo dobrikal v Evropi, zaradi tega, ker bolj ko si mi postajamo
kako rekel, manj prijateljski, ali pa pač smo opazili, da prijatelj ni tako dober prijatelj, kot smo ga pač ves čas razumeli, a ne. Začenjamo razmišljati, Evropa začenja razmišljati o tem, da bi te podatke nekako sama začela pobirati, sama z njimi ravnala. In v tem primeru, in ker bo to, in to že Google tudi opaža, bo ponujal veliko storitev občinam, mestom in tako naprej, ki jih do zdaj ni ponujal. Spet sem zatavil, samo da povem, v glavnem, v mobilnosti se za mlade, za ranljive, za starejše, za vse, ki niso najbolj delovno aktivno populacija, se za pomočjo deljenja podatkov lahko naredi v zelo kratkem času ogromen in mi bi to mogli narediti. Absolutno. Je pa res, da jaz pač tako kot vsi mi razumem, da tehnologija nas res prehiteva, da ne, ta telefon omogoča veliko več, kot jaz iz njega stisnem, ampak mi je pa hudo gledati, da imamo mi pred sabo že, ne vem, indukcijsko ploščo, mi pa prižigamo ogenj z kremenčkovimi kamni, a ne. Tako da človek se najbolj počasi razvija, no, ali pa ne, človek se naj razvija. Človek je najbolj počasen del tega kolesja, v katerem družba se danes sooča s temi tehnološkimi spremembami, no. Evo, zdaj šel še malo na področje kulinarike. Ja. Nisem imel zajtrka, no. Ej, si pa prej, čisto na začetku, omenil eno zelo zanimivo zadevo, in sicer, da bomo v prihodnosti najemali avtomobile, da ne bomo več lastniki. A lahko malce več poveš o tem? Ja, saj ne jaz. Saj to je tvoje področje, pravzaprav lahko kar razmišljaš z tem, kako avtomobilska industrija razmišlja. Cene avtomobilov so se od tam COVID pa tako naprej izdatno dvignile, a ne. Avtomobilska industrija jih ne rada spušča. In zdaj, ja, prišli bojo kitajske znamke, prihajajo, cene bojo nekoliko nižje pa tako naprej, ampak že zdaj so cene avtomobilov tako visoke, da se je izkazalo, da ljudje, kot sva na začetku rekla, ne računajo. In da jih je možno stisniti z različnimi oblikami financiranja še za 1 milimeter več ali pa en korak dlje, ne. Ampak prihodnost sigurno ne bo več taka, da bomo mi na tak način plačevali to, kar plačujemo. Ampak bomo, tako kot pri mobilnih telefonih, eni se bojo zagotovo spomnili, sam aparat si ti mogel kupiti in je bil 1000 evrov ali pa 2 ali pa 5 ali pa ne vem, v markah so bili še 7-8 tisoč mark, a ne. In si potem posebej plačeval, ne vem, prenos podatkov ali pa karkoli že, a ne. No, potem je model pokazal, da bojo več imeli od nas, če mi zakupimo paket, ne vem, paket študent, paket, ne vem, karkoli že. In imaš noter vključen nekaj. Popolnoma isto se bo zgodilo z avtom. Ni teorije, da bo drugo. Zaradi tega, ker še nekaj drugega, ne samo finančno, ker na ta način boš točno vedel, a si lahko kupiš Apple, ali si lahko kupiš, ne vem, nek drug znamko, Samsung, karkoli že, pa koliko podatkov, ne, ker vmes se bo zgodilo to, da se bomo mi v neko strukturo postavili, ne. Saj nam jo bojo olajšali, bojo rekli, mobilnostni paket študent, pa mobilnostni paket zreli uporabnik, pa biznis paket, pa tako naprej, a ne. Tako da bojo že prikrojeni glede na naše finančne in siceršnje potrebe, v tem smislu mobilnostne, tako kot so jih pri telefonu, a ne. Ne gre samo za to. Gre za to, da ne gre samo za to, da bojo na ta način lahko ohranili visoke cene avtomobila in od nas pobirali vsak mesec več denarja, kot bi ga dobili, če bi mi enkrat kupili avto. Gre za to, da avta ne bojo želeli prodati, zato ker bo imel baterijo. In baterije pa ne bojo hoteli nobenemu dati. Hkrati je pa tudi zanimivo, mi nočemo imeti baterije. Zdaj ne vem, koliko uporabnikov električnih avtomobilov je to vkalkuliralo v svoj nakup, ampak izguba vrednosti avtomobila je vedno pomemben del, ko ti računaš, koliko te avto stane, a ne. In zdaj pri nekih tradicionalnih znamkah, ne vem, Mercedes, Audi, ne vem, Volkswagen in tako naprej, pa odvisno od modela, a ne, se da kar dobro zračunati,
kolikšna je ta izguba vrednosti. Večjo eksotiko, ko kupiš, večje je tveganje. In seveda, ne samo tveganje, tudi večja bo izguba vrednosti. Če pa kupiš električni avto, je pa jasno, da bo izguba vrednosti v vsakem primeru zelo visoka, zato ker se v splošnem javnosti že ve, da baterija ne ohranja več svoje vrednosti, se pravi, si kupil avto z motorjem, ki ni več tako dober motor, kot je bil takrat, ko je bil nov. Noben motor ni tako dober, kot je bil nov. Tudi avto, ki ima 200.000 km, ima svoje težave. Ampak ga ti nekaj poservisiraš, pa se z njim še voziš naprej, približno tako, kot si se vozil prej, pa še zmeraj doseže, tiste kilometre, 800 km ali pa 1000 km. Pri elektriki je pa malo drugače. Je zdaj sicer jasno, da baterija zdrži bistveno dlje, kot smo pač na začetku mislili, ampak kakorkoli že. Prvič, človek torej ne bo zainteresiran izgube vrednosti požreti, drugič, avtomobilska industrija mu bi raj kar zadržala, zato da to baterijo lahko potem ali reciklira ali karkoli že z njo pač počne. In tako bo avto ostal v vsaj 3-4 ciklih pri njih. Pri njih, zdaj ne vem, mogoče ne pri avtomobilski znamki, mogoče pri kakšni finančni ustanovi, mogoče pri, ponudniku, mogoče pri Googlu, jaz ne vem, nekdo bo ponujal paket mobilnosti in v paket, mimogrede, jaz sem prepričan, da bojo neki igralci, ki danes niso ali pa so na trgu, pa jih ne poznamo v mobilnostnem smislu, recimo, Amazon, Google ali pa kdorkoli že, pa ne samo banke, da bo ponujala paket mobilnosti in tam noter boš lahko potem izbiral avtomobila. Oni ne bojo imeli enega. Ti ne boš šel k Toyoti izbirati samo Toyote, ampak boš imel tam noter vse znamke, Toyota, Audi, BMW in karkoli že, kot greš danes v, nekega operaterja, po telefonu imaš vse telefone tam. No, tako. In na ta način boš ti tudi sklepal in razvezoval ta razmerja, na neke časovne ali pa kakor ti bo ustrezalo, in ti avtomobili bojo potem seveda krožali. Eni bojo prvi kupci, drugi bojo drugi kupci, tretji in tako naprej. In na koncu jih bo avtomobilska firma vzela nazaj, ne samo zaradi baterij, ampak zato, ker je tudi dolžna razgraditi avto in vedno bolj ga bo. Zato, da bo ta življenjski cikel avta v celoti trajnostno ekološko zaprt. In tukaj noter se bo zgodilo to, da bo vedno manj klasičnih lastništev. Pa če bomo hoteli ali ne, še vedno boš lahko šel kupiti nek avto, pa nekaj tako, ampak to bo trend, bo sigurno, ni to jutri, ampak je toliko in tako logično je za stran avtomobilske industrije, finančne industrije, če tako rečem, podatkovne tisti, ki se s podatki ukvarjajo, oni ravno tako hočejo točno vedeti, kjer avto imaš, in osebne. Tako da, te 4 gradnike skupaj sestavlja, ni teorije, da bi šlo kam drugam. Se pravi, govoriš o neki obliki naročniškega razmerja. Ja. Zdaj, jaz, ki sem naročnik neke storitve, a to pa pomeni, da potem registracije in vzdrževanje, servisi in to pade na tistega, ki mi pač posodi avto oziroma kjer vzamem avto? Enako kot pri telefonu, ja, seveda. Vse razen, odvisno od paketov, ampak ja, jasno, vse to boš mogel plačati. Menjavo pnevmatik, zavarovanje, kasko, vse se bo nacepilo gor, absolutno. Samo ti boš to videl kot en znesek. Ne boš se več ukvarjal s tem, dobro. Verjetno se bo veriga tako povečala v smislu tistih, ki se bojo ukvarjali s tem, da bojo tem velikim sistemom vzdrževali vozne parke, da se tebi kot posamezniku ne bo splašalo ukvarjati z, zimskimi paletnimi gumami, ker bo nekdo to res naredil ceneje, zato ker bo skrbel za, 10.000 avtov, in bo v kvoti tej svoje, obsega svojega dela lažje konkurenčno to naredil. Se pravi, da bo tista hiša, ki bo imela 10.000 avtomobilov tam pri njemu, bo izposovala toliko nižje cene, ali pa bo sploh to itak njena firma, da bo naredila izračun mesečnega najema za enega študenta
v bistvu toliko privlačnega, da si bo on to lahko privoščil, predvsem se pa noben več ne bo hotel ukvarjati s tem, a ne. Ker ne Se boš pravi, avto več čutil na enak način, a ne. Jaz ne govorim, da bo to jutri. Ne, ampak če pa dava zraven še prihod avtonomnih avtomobilov, ki tudi ni jutri, pride pa sigurno, smo pa še bližje temu, a ne. Sej, a boš ti za svoj avtonomni avto se z njim toliko ukvarjal, kot se ukvarjaš danes s svojim? Ja, verjetno ne. Še posebej, če bo v souporabi, da ne bo samo tvoj avtonomni avto, ne. se pravi, avtonomne avtomobile tudi vidiš kot v souporabi. V vseh sferah, ne. Jaz vidim eno veliko težavo, ali pa ne težavo. Jaz vidim, da moramo biti na nekaj pripravljeni. Ne pri avtonomnih avtomobilih. Jaz sem se z avtonomnimi avtomobili že veliko vozil in pa tudi, če se ne bi vozil, tako kot vsak si to razume, njihove prednosti, mislim, da ni treba, da jih midva tukaj ponavljava, ker so jasne. Ampak mene skrbi, da z avtonomnimi avtomobili, pa še pred tem z deljenjem podatkov, ampak predvsem pa z avtonomnimi avtomobili, prihaja zelo, kako naj rečem, zelo mamljivo polje, da boš ti lahko ponudil paket mobilnosti, recimo, ne vem, super rich, ali pa paket mobilnosti, ne vem, eko, ali pa ne vem, pakete, ali pa super biznis, recimo, a ne. In ta paket in boš plačal recimo zanj, ne vem, 1000 evrov ali pa 2000 evrov na mesec, vseeno, a ne. To pomeni, da boš ti imel avto bolj ali manj zase, pa seveda višjega razreda, pa bolj udoben, pa pač vse, pa znamke bojo luksuzne, pa vse to, okej. Ampak ti boš s tem avtom lahko prišel pred Opero, tisti, ki bo pa imel budget ali pa ne vem kaj, pa ne, pa še bolj. S tem avtom se boš peljal po levem prehitevalnem pasu na avtocesti kar skozi, ti boš na levem pasu skozi, budget študentski, upokojenski pa tako naprej bo pa samo na desnem. Zakaj? Zato, ker sploh ne bo mogel zaviti na levega, ker itak nima volana. Zato, ker ti itak se samo sediš noter, a ne. In ti se boš lahko peljal, ne vem, 100, 110, ne vem, kolikorkoli že, oni bojo pa zraven lahko se peljali, ne vem, 150, 160, pač vseeno, a ne. In to je tako mamljivo. To je tehnično bo možnost, ne, tehnično bo možnost, to je eni avto, bojo šli eni avto, pa ne bojo smeli. Eni bojo lahko šli v Triglavski narodni park, gor do čisto do vrha, a ne vem, po Kluke ali pa kje že, Rogle, a ne, drugi bojo mogli pa od spodaj počakati, pa po kombi, pa se pol s kombijem gor peljati. V glavnem, možnosti je a ne, in kakor mi funkcioniramo danes, ne, kakor naš svet danes stoji, če pogledava, kako ljudje potujejo z letali, kako potujejo z ne, je trend absolutno ta, da si ne znam misliti, kdo bo ustavil to, da bo rekel ne. Mi danes lahko kupimo avto, tam stoji en avto za 200 000 evrov, pa en avto za 5000 evrov v enem in oba stojita v koloni na Celovški. Noben ne gre hitrej, ne. Ali pa na avtocesti, noben ne sme iti več kot 130, pa oba sta se zataknila v koloni. Okej, en stoji v lepo klimatiziranem avtu z usnjem od japonskih krav masiranih, ta drug je pa v pač nekem avtu, pa pač vseeno, ne. Ampak oba imata enako svobodo gibanja, enake zakone morata upoštevati, enako hitro se lahko premikata, oba si delita isto mobilnostno platformo. To, kamor pa kaže Amerika, ja, Kitajska ne. Kitajska trenutno z avtonomnimi eksperimentira drugače. Amerika pa samo še zaradi tega, ker trenutno tehnološko ne more. Sicer bojo pa oni to 100% tako naredili. A te lahko nekaj še vprašam, vezano na to psihološko bariero, ki jo bomo doživljali ob vsem tem, kar ti zdaj govoriš, ker Slovenci in tudi drugi radi smo lastniki, saj veš, lastniki stanovanja, nepremičnine, lastniki, zdaj trenutno aktualno, fizičnega zlata in srebra, a ne. Ja. Ne to, da imaš ti to tam pospravljen, čeprav ga lahko dobiš ceneje v nekem sefu v Zürichu ali pa New Yorku, ti moraš to imeti v roki, a ne. Tako da jaz tukaj kar vidim nekaj psiholoških barier, da bi to dejansko lahko postala realnost. Mogoče, no, če bi bil nek finančni
učinek tak evidenten, da bi si ljudje hitro pol premislili. Kako pa na to gledaš, recimo? Ne? Pa tudi konec koncev, sej, že danes vemo, da avtomobili ful izgubljajo na vrednosti, novi avtomobili. Takoj, ko ga peleš ven iz avtosalona, je praktično vreden manj. V roku parih let se v bistvu nekateri v bistvu izgubijo po 30-40% vrednosti. A ne, pa ljudi vse to ne prepriča, da bi mogoče avto, da bi kupovali rabljen avto, prej si kupijo nov avto. Tako da ta psihološka bariera se mi zdi tukaj kar pomembna pri vseh teh načrtih, ki jih imate v svetu mobilizma. Ja, različno hitro se bomo sigurno premikali. Evropa je stara in se samo še bolj stara postaja, kar pomeni, da se bomo mi teh stvari navzemali še počasneje, kot recimo v kakšnih drugih okoljih. Recimo v Afriki bo to šlo super hitro. Mimogrede, Afrika se z avtomobili izdatno opremlja, ne? In tam se ti taki poslovni ali pa te oblike lastništva super hitro prijemajo, ne? Zato ker si ti mlad, danes nimaš, jutri imaš avto, tvoji starši sploh sanjati niso mogli v avto, ti ga imaš, na Kitajskem enako, ne? Otroci živijo veliko, veliko boljše, kot so živeli starši. Pri nas je pa malo drugače, ne? Mi pa, kot rečeno, gledamo k drugim stvarem, plus starejši smo, tako da ta psihološki učinek je seveda zelo močen, pa še nekaj moramo vedeti. Dokler bo avtomobilska industrija lahko prodajala za cash in smo mi pripravljeni 20-30% vrednosti avta izgubiti, pa je takoj kupiti novega, ne? Glih, kar smo po 3 letih, smo izgubili 20% ali pa ne vem, pa greš kupiti novega, pa boš spet skupil za 20%. Dokler bomo to delali, bojo tudi oni nam prodajali avta, ne? Normalno, sej to je super, ne? Sej zato so 100 let gradili blagovne znamke. Ampak v celoten ekosistem se bo spremenil do te mere, da bo tega vedno manj postopoma. Kar pa mene pri Slovencih najbolj nekako preseneča, pa je, da, ker to seveda, kar govoriš, absolutno stoji. Tudi, ko ti prideš nekam, ko prideš ali na pogreb, ali pa na poroko, ali pa ne vem kam, na piknik, ne, je važno, s čim se pripelješ, ker je to, kot rečeno, statusno in se takoj ve. Tudi recimo, zdaj se ne reče več tako, kot se je pred 10 leti rekel, ja, ima unga Audija, sam ga ima na leasing, ne. Zdaj že vsi vemo, da tisti leasing stane, ne, jurja na mesec, ne. Verjetno. Ja, torej, ne, zdaj, kaj smo zdaj, ne, ima jurja na mesec za tisto avto, a ne. Tako da, ne, je ta, recimo, že ni več tako, ne, slabšalno gledano v smislu tega, da saj si ga ne more privoščiti. Ja, mislim, ne vem, ima ga, a ne, pa vemo, da je njegova vrednost taka. Tako da, to je, kar se razbrinilo, to mi nekaj pove. Druge stvari mi tudi pokažejo, recimo, statusno je telefon bil neki, pa je še vedno neke blagovne znamke, kljub temu, da je to super visoka potrošnja, pa tako naprej, a ne, pa da danes med temi modeli pač ni več toliko zaznati, ampak ene blagovne znamke in druge blagovne znamke se tukaj kažejo. Zanimivo je tudi, recimo, kako smo šli v Airbnb, ne, ker ni človek ne bi rekel, da bomo svojo lastno nepremičnino začeli izkoriščati na način, da bojo drugi ljudje jo uporabljali, mi bomo pa zaradi tega imeli finančno korist in gre lahko toliko daleč, da ljudje kredite, kredit vzameš za to, da kupiš neko stanovanje, pa tako naprej, ja, ampak greš ven iz svojega stanovanja in greš v neko drugo stanovanje, manjše ali pa ga ne vem karkoli že, pa da prikrajšaš se za neko bivalno, recimo, ugodje, zato ker ti stanovanje dela, ne, to so stene, a ne, to je stanovanje, to je kmetija, to je zemlja, to Slovenc ni dal, a ne, nobenemu. Pa ti je dal zdaj, ne. Tako da jaz pričakujem, da se bomo počasi premikali, da je interes in avtomobilske industrije do zadnjega dneva, ko je možno na ta način prodajati, nam na ta način prodaja, in da to bo šlo tako, no, postopoma. Tudi, seveda, ene blagovne znamke so, ko ti hočeš avto kupiti zaradi dizajna, zaradi ne vem česa in ga kar hočeš pač statusno imeti in tako naprej, a ne, se z njim postarati ali karkoli. Ker tukaj še nismo sploh prišla na polje tega psihološko čustvovanja z avtom, a ne, ker tega je res ogromno, ne, in ljudje se navežemo na avto. Moraš vedeti, da smo avtu naredili posebno sobo v hiši, a ne, kar spet, a veš, to se danes
to se danes v matematiki kvadratnega metra stanovanja, hiše, že tako, a ne, seveda se vsak vpraša, zakaj so pa včasih, pa še radiator so noter dala, ne. Se pravi, da se še greje tistih, ne vem, 30 kvadratnih metrov v hiši, kjer so ploščice po tleh, a ne. To, jaz razumem, da, se pravi, dali smo mu sobo v hiši. Pogosto je avto prva slika v družinskem albumu, ko se gre po otročka v porodnišnico, pa se ga slika, ko se ga z avtom pripelje. Potem so pikniki, zadnja potovanja. Potem je, ne imate enih zgodb povezanih s tem, a ne. Veš, koliko ljudje se potreplja svoj avto, ko pridejo, recimo, zdaj, ko je sneg padel, pa pridejo domov, dobro, pa ga potrepljajo, pa rečejo, dobro sva tole odpeljala, pa tako. Tle ti lahko govorim ure in ure, a ne. Ampak vse je razumljivo, ljudje, to je upravljanje tudi stroja, a ne. Ko bo enkrat avto postal avtonomen, a ne, se boš ti pač usedel v nekaj in se boš pač nekam peljal in boš vmes, ne vem, spal, gledal, jedel, karkoli že, a ne. Statusno bo seveda pomembno, da se boš ti pripeljal z neko blagovno znamko ali se boš pripeljal z drugo in vse to, kar smo prej govorila. Ampak v resnici bomo pa prikrajšani za eno zelo, kako bi rekel, z neko dejavnostjo, ki nas povezuje z tehnološko naprednimi stvarmi, s katerimi je tudi nevarno upravljati, kot vemo, a ne, in je treba imeti neke določene sposobnosti za to, da to počneš, a ne, in je hkrati malo nevaren, malo je lepo, malo je vsega kombinacija vsega. Meni je tudi zanimivo, da v 30 letih, a pa ne vem, koliko že časa se s tem ukvarjam, da še nisem srečal človeka, ki bi bil, en umetnik je bil zelo blizu tega, da bi me res prepričal, da mu je čisto vseeno, s čim se vozi, pa da mu to res čisto nič ne pomeni, pa tako naprej, a ne. Ampak drugače pa od filozofov do igralcev, do športnikov, kogarkoli hočeš, ki so v taki sferi, ki bi človek rekel, da bi res kup sam pač nekaj samo zato, da se pelje. Ne? Pol, ko pride na polje, ne, debata se ponovadi tako začne, da reče, meni je čisto vseeno, kaj vozim, daj mi samo nekaj povej, kateri so približno avtomobili, ki so zdajle najcenej, pa da ne bom imel težav z njimi, a ne. Pa pol rečem recimo neko blagovno znamko, pa ne bom zdaj rekel, katero, in pa se pravijo, čak, ne, to pa, da je lahko kaj drugega, samo to pa ne. Ja. Ne, tako da, v glavnem hočem povedati, vse to nas ne bo kar zapustilo, je preveč močno, je 100 plus let bilo delano, ampak tudi v smislu tega, da ti upravljaš strojem, da ti je to zanimivo. Tudi danes mladi, ki so stari 16, 17, 18, grejo delati izpit za avto. Ne samo zato, ker ga rabo, ampak zato, ker je to pač tudi pomeni svobodo, a ne. Pomeni, da lahko greš kadarkoli, kamorkoli hočeš. Mimogrede, nikoli za manj denarja kot danes, ne. Nikoli se ni dal potovati, če si bil ti študent, danes lahko kupiš avto, ajde recimo, relativno v redu za pač lahko zaslužiš ta denar in še 4 se usedejo, pa greš v Španijo, pa se voziš, pa to ni, mimogrede, to ni po celem svetu tako, ne. A bi lahko mogoče zdaj bil zelo konkreten, glede na model ali pa znamko, kateri avtomobili so tisti, ki najhitreje izgubijo vrednost in v kakšnem času, konkretno? Električni, športni, veliki terenci, to absolutno. To tako izgublja, ali pa športni, ali pa veliki terenci električni. To so zmagovalci. Ti ljudje, ki to kupijo, so donatorji za tako, so res, kako bi rekel, človekoljubi, no, ker pol eni ljudje kupijo ta avto, za njimi res, to je filantropi, no. Pol so pa take eksotične znamke, kot so recimo pri nas kakšni Maserati ali pa, to so zelo redke ptice, no. Pa recimo, kitajski bojo izgubljali, ne. Kitajski bojo sigurno izgubljali. Mimogrede, ker smo v takem če se s tabo pogovarjam, pol ves čas pač razmišljam malo o financah, ne. In ena zelo zanimiva stvar. Lansko leto se je decembra končalo z, mislim, da 15 kitajskimi znamkami v slovenskem trgu. Mimogrede, to je tudi gospodarsko gledano sila zanimivo. S tem se pravzaprav noben zares ne ukvarja, ampak to je zelo zanimivo, da smo mi v par letih v Slovenijo pripeljali 15 kitajskih znamk. Na recimo podlage 18, 20 prejšnjih, odvisno kako šteješ, ne, štejem samo take, recimo, kot so
etablirane znamke, ne vem, Volkswagen, Škoda, pač vse to, Citroeni, ne. Pa noter dam še Mitsubishi, Subaru, pa Honda, pa tako, ne, ker so zelo malo poberejo Mitsubishi, Subaru, to komaj da še obstaja, ne. No, in zdaj pride 15 novih, pa še 5-6 se jih napoveduje za letos. Se pravi, konec leta 2026 bi moralo biti več kitajskih znamk, kot je evropskih, ali pa pač teh, ki jih poznamo, no, ali pa bi mogli biti 1:1. Zdaj pa še nekaj drugega, čisto matematično. Mi kupimo med 50 pa 60 tisoč avtov na leto. Minili so časi, ki smo jih več, ampak tle nekje smo, tam okrog 60, če je dobro leto, 60 tisoč avtomobilov, pa recimo, da ostane na tem. In zdaj je za to mizo, za katero je živel prej tako, recimo 20 znamk, ne, pa od tega jih je kar veliko životarilo, je prišlo 15 novih. Pa ni teorije. Mi imamo več kitajskih znamk, kot jih ima Španija ali pa, ne vem, večje države. Se pravi, to je zdaj moja, ne vem, to boš ti, se ti tudi z gospodarstveniki ukvarjaš, mislim, pa pogovarjaš pa in tako. Ampak jaz kakšnega vprašam od teh gospodarstvenikov, rečem, pa ne, jaz razumem, da smo Slovenci podjetni, da smo zdajle videli, da so kitajski avtomobili, da če greš na Kitajsko, ti jih dajo, saj ni problem, saj oni ful radi dajo, ne. Zato, ker so svoj notranji trg toliko zasičali, da morajo ven dajati avtomobile, ne. Ampak to je zdaj že drugo polje. Ampak je pa vseeno ena razlika, če greš ti po 6 kontejnerjev sesalcev robotskih, ali pa če pripelješ avto, a ne. Zaradi tega, ker je ne samo zato, da je dražje, a ne, ampak zato, ker vendarle tisti sesalec pač, če bo enkrat crknil, če ga ne bo servisa, pač okej, ne. Bom zgubil tistih 500-600, ne vem koliko evrov, a ne. Ampak 20 tisoč evrov pa ne bi več zgubil, a ne. Tako da jaz zdajle, tlele, s tabo se pogovarjajoč, napovem, da jih sigurno ne bo preživel. Jaz mislim, da v naslednjih par letih, ki si že prej rekla, bolj eksaktno, zdaj smo 2026, 2027, 2028, jaz bi rekel, da že 2028 jih ne bo toliko, 2030 bi pa najkasneje, to 4 leta, 2030, jaz mislim, da 2030 bi mi mogli imeti med 5, 6, 7 kitajskih znamk tukaj, ki pa bojo močne. Te bojo pa močne, te bojo imele servisno mrežo, vse financiranje in tako naprej. In še vedno višje izgube vrednosti, kot jo ima Volkswagen, ne vem, Peugeot, Citroen in te znamke, a ne. Bolj se bojo recimo z alfami pa z takimi se bojo bodali, a ne, po izgubi vrednosti na leto. Ampak to je nekaj, kar ti vzpostaviš čez čas, a ne. Tudi znotraj teh znamk, recimo BYD prihaja k nam, a ne, pa še četrti igralec na kitajskem trgu prihajata še na slovenski trg, recimo ti bojo ostali in ti bojo tako močne znamke, da bojo čez recimo 5, 7, 8, 10 let, pa prej, no, ker danes je vse hitreje, v 5 letih že tako kotirale tudi pri slovenskih kupcih, da bojo vedeli, da če kupijo BYD ali pa ne vem, pa če eno drugo znamko, da je izguba vrednosti primerljiva izgubi vrednosti recimo, ne bom rekel Volkswagna, ker ta je pač najmanjša, ali pa Škode, ali pa recimo tam Cupre recimo, ali pa Citroena, ali pa tle nekje, no. In boš torej vedel, s čim računaš, ko boš dal 30 tisoč za avto, pa ga boš odpeljal od tam, boš vedel, da si tako izgubil 2000 evrov, v naslednjih 3 letih si izgubil pa 20%, a ne. Ne pa več 50, ne. Ker zdaj tisti, ki je šel kupiti, ne vem, e-tron ali pa ne vem, nekaj Taycana ali pa kaj takega, ne, to je šlo še, mislim, to je izguba bila, lahko tudi, ne bom rekel 50%, ampak 40% pa vsekakor, lahko tudi kaj več, no, to so, ali pa še ena mogoče zanimivost za ljudi, če jih bolj avtosvet zanima. Če gledamo prejšnjo matematiko avtomobilskih proizvajalcev, je večji avto, govorimo o času bencina in dizla, je večji avto avtomobilskim znamkom prinašal izrazito večje dobičke. Zato, ker njegova izgradnja ali njegovi fiksni stroški, tudi z razvojem in z vsem ostalim, niso bili toliko večji, kot so pri manjših modelih,
Pri električnih avtomobilih pa to absolutno ne funkcionira več. Njih izgradnja enega velikega električnega SUV-ja stane ful več, kot jih je stala izgradnja velikega SUV-ja. In zato imajo še tudi bistveno manj dobička pri električnih avtomobilih, če ga sploh delajo. Pogosto ga niti ne. Zato, ker tam pa trčijo to, da ljudje teh avtomobilov itak nočejo imeti, zaradi tega, ker jim ne oddelajo tega, kot jim oddelajo bencinski ali pa dizelski veliki SUV, kar je vse popolnoma že v same osnove zgrešena stvar, ker električni avtomobili so najbolj primerni, če so majhni, mestni ali pa recimo primestni in v tej matematiki okolja in financ oddelajo res odlično svoje delo. Veliki avtomobili za na dolge relacije pa tako pa niso električni. A te lahko vprašam, koliko kitajskih avtomobilov vozi po slovenskih cestah? Procentualno, rekel si 50 do 60 tisoč na leto se jih proda, koliko procentov? Čakaj, imel sem prav številko, lansko leto mislim, da so imeli 10% prodaje vsi. Na pamet govorim, podatek je zdaj že jasen, sam ga zdajle na pamet ne vem. Ampak seveda jasno, vsako leto se proda več kitajskih, normalno, ker jih včeraj ni bilo, danes so, a ne. Jaz zelo nisem, kako naj se ne navdušujem pretiroma nad velikimi naslovi v medijih, ki pravijo, kitajski avtomobilski trg bo preplavil slovensko, tako naprej. Ni resno, te številke zaenkrat sploh niso tako velike, še posebej, če šteješ, da jih je 15 znamk tukaj, ampak po drugi strani pa seveda ne smemo spregledati, da je njihova penetracija na trg hitrejša, kot je bila pa recimo japonski. Hitrejša, kot je bila korejski. Tako da japonski so rabili 30-40 let, da so se dobro zasidrali v evropskem prostoru, korejski so rabili 20, Kitajci ne mislijo čakati toliko časa. Tako da, ampak je pa tudi res, da smo očitno vse se spremeni, mi smo zdaj že dovzetni do tega, da kupiš nek drug avto. Sam, ko greva na polje statusnega, je zanimivo, no, tisto, kar si prej rekla. A veš, dajmo se vprašati, kateri Slovenci kupijo kitajski avto. Ker je tvegano. Prvič so to neke blagovne znamke, ki jih res ne poznamo, a ne? Drugič so take, da niti imena ne znaš prebrati včasih, a ne? Ali pa ga ne veš, kako se pravilno, a je Dongfeng ali je Dongfeng ali je, ne, se pač in tako. Če je baterijski, imaš vsa vprašanja povezana s tem, a ne? Tako da, a so to tisti cenovno najbolj občutljivi pri najcenejšem avtomobilu? Ja, zato ker ta je kitajski in je električen in je daleč najcenejši. Ok, tam so tveganja najmanjši, pa je to drugi ali pa tretji avto pri hiši, recimo, a ne? Ostalo pa ni nujno, ne? Tako da lansko leto mislim, da je bilo mislim, da je 11% delež bil električnih samo, da je bilo, mislim, da je 11, to spet na pamet govorim, ampak v glavnem, hočem reči, kdo kupuje, v enem delu tisti, ki so cenovno občutljivi, v enem delu tisti, ki tle imamo zelo podoben, ne? Tako kot so eni navdušeni bili nad Teslami, kar zaradi svojega pač tega polboga in voditelja, a ne, fascinacije nad njim, je tukaj tudi 1% ljudi, ki reče, pa dajmo probati to, a ne. Ne, sej pač. Ampak je zanimivo, no, praviloma tisti, ki bi malo eksperimentirali, ampak za manj denarja, kot bi eksperimentirali z recimo evropskim avtom, no. Tako da jaz tle vidim, ampak vseeno, kot rečeno, bolj smo odprli vrata kitajskim znamkam, kot sem jaz mislil, glede na svojo tradicionalno usmerjenost na pretežno nemško, francoski trg, a ne? In ne pa tako dramatično, kot se zdaj pač piše, to pa ne. Ne? A te lahko vprašam, glede na to, da zdaj omenjaš profile kupcev kitajskih avtomobilov, mene pa zanima, kakšni so profili kupcev
športnih avtomobilov, terencev, električnih avtomobilov, ker si rekel, da izgubljajo največ na vrednosti, če kupimo nov avto, in mislim, da si celo rekel, da so to donatorji avtomobilske panoge. Ja. Pa me zanima, zakaj človek sploh kupi tak avto, če se zaveda, da bo ta avto v roku parih let vreden 30-40% manj. Mislim, to kupijo taki kot jaz, ne. Pozna kriza srednjih let, pač, ne, rabiš neke substitute, a ne, nekaj moraš dokazati sam Jezus. sebi, nekaj bi pol drugim razlagaš, da si to kupil čisto samo zaradi užitkov, pa samo zaradi sebe, ne, pa tako naprej, a ne. Tako da, mislim, vse se tule prepleta, a ne, normalno, pač, pa saj tudi, to so avtomobili, ki ponujajo odlične vozne lastnosti, odlične, ne vem, zdaj, če so luksuzni, pomeni pač neko udobje, varnost, sodobna tehnologija. V njih je zdaj res veliko tehnologije, a ne, in avtomobili tudi omogočajo stvari, mislim, drugačne vozniške užitke, kot včasih, ko so samo ropotali ali pa so samo, ne vem, pač neki bili hitri, a ne. Tako da, taki kupujemo to, a ne, in tako. In takrat se pol ne vprašaš, koliko si izgubil, ne, ker je zanimivo, ne, pri takih, kot sem jaz, pol ta bolečina je v bistvu nekaj, kar pravzaprav mora biti zraven, a ne. Ti si nekaj kupiš in to, da bo na koncu bolelo, je, ne bom rekel del užitka, ne, ampak je pač, veš, ne, to je pripomore k temu, da to še bolj ceniš, a ne. Tako da, je to čisto, kako naj rečem, po moško čisto razložim, no. Je mimogrede pa vedno več žensk, ne. Kako? Je vedno več žensk, ke tudi pač normalno, ne, zakaj pa ne, a ne, zakaj pa ne bi imeli športnih avtomobilov in ali pa velikih SUV-jev sploh, ne, mimogrede, ke si jih same kupijo, ne, ne druge, tiste, ki si ga same kupijo, ne. Ja. Okej. Ja, ker gre, mislim, glej, spet tako, ne, v Sloveniji so zelo jasno profilirani krogi, kamor ti ne da ne moreš priti, ampak je, kako naj rečem, je nenavadno, da bi človek, ki se v neki krog, v neko sfero nečesa, da tam je, a ne, pripelje recimo s Hongqijem, ne, kitajskim super luksuznim avtomobilom, ki je v bistvu njihovo vladno vozilo in je v Sloveniji ga lahko kupiš, a ne, je eden od teh 15, a ne. Jaz bi to tako in mislim, jaz se že pripeljem zato, ker jaz ga testiram, ampak kakorkoli že, moraš biti, kako naj rečem, zelo osvobojen tega, ne. To je tako, kot če bi prišel na poslovni, ne vem, brunch ali pa, ne vem, nekaj v rumenih hlačah pa roza usnjenih čevljih, ne. Moraš biti kar zelo samozavesten, ne, moraš biti kar pogumen, moraš biti prepričan vase, da tisto, kar imaš tam za povedati in kar tam iščeš, presega to, da te bojo ljudje ocenjevali po svojem videzu, a ne. In meni je žal, da takih ljudi tukaj v Sloveniji ni prav veliko, ne, v tujini pa vidiš kakšnega, ke se pol pripelje tudi z nekim čisto odbitim in tudi drugače je recimo oblečen, a ne, ampak je še zmeraj tam, ne, še zmeraj hoče v ta krog priti. Tako da to ni velike filozofije, so uniforme in so prepoznavni simbolni znaki, ki jih ti moraš odkljukati, da se nekam pač lažje infiltriraš v recimo neko gospodarsko ali pa finančno ali pa umetniško, kulturno, športno okolje. In v bistvu, če tako pogledaš, smo zelo uniformirani, a ne. Če hočeš nekam, je tukaj ene 5 blagovnih znamk avtomobilov, če greš med umetniki, jih je 3, 4, ampak povsod pa so. In mimogrede, to je 100 let dela teh blagovnih znamk, da se eni so od zobozdravnikov, eni so od optikov, eni so od, ne vem, a veš, tako, saj se pokrivajo tudi, ampak tako, so kar lepo razdeljene, no. Ampak dobro, zdaj ti govoriš temu enemu posamezniku, ki ima rumene hlače pa roza čevlje in mu je čisto vseeno, kaj si misli folk, ampak ne, jaz mislim pa, da večina ljudi v Sloveniji pač si želi pokazati tudi z avtomobilom. Poglej me, kakšen avto vozim,
kaj imam, jaz sem premožen. Ne? Na nek način v bistvu želi potrditev tudi okolice, da je pač pomemben. Ne? Pa Ja, ne se vem, če strinjam. ga bom videla v rumenih hlačah pa v roza čevljih, iskreno ti povem. Mislim, da bo poskrbel, da bo tudi obleka malce drugačna, ne, da bo izstopal tudi v tem kontekstu. Tudi ko govoriš o ženskah, tudi ženske zelo izstopajo. Ne samo po avtomobilih, tudi po. Ja, ampak zdaj govorim, saj tako smo tudi začeli današnjo debato. Ja, avto je eden od najbolj, takoj pokažeš, ne. Vsi vemo, da ne, tudi zanimivo je, ne, jaz sem se s tem veliko ukvarjal, tako na različnih Saj si področjih. sociolog. Ja, me je to zanimalo, recimo, a ljudje res prepoznajo, ne vem, ko ti prideš nekam, pa je zelo recimo na nek piknik. Si povabljen na nek piknik, pa ne veš, kakšni ljudje tam bojo, a ne. In a je kdo zdaj vedel, kakšna je percepcija, če ti prideš z Citroenom, če prideš z Passatom, Volkswagenom, ali pa prideš z Alfo, ali pa ne vem, BMW-jem, ne. In je zanimivo, no, smo to zdaj ne že dolgo časa, no, ampak ko smo delali malo take vprašalnike pa tako naprej, je zanimivo, čisto vsi imajo neko mnenje. Mislim, oni vejo, kam blagovna znamka sodi po recimo finančnem vložku, a ne. Cenovni razred. Ja. Pa dodajo potem še, to je pa tisto, ne, recimo, ne vem, BMW-jem neki, voznikom Audijem neki, Mercedesom neki, tako, ti so najbolj klišejski. Pa imaš pa blagovne znamke, kjer je to malo nedorečeno, recimo Fiat, Citroen, Peugeot pa tako naprej. Tam se pa potem ne tako klasificira več, da ne vem, da nekdo naredi nekaj na cesti, pa oni reče, ja, seveda se vozi to blagovno znamko, ne. Tako da hočem samo to reči, debato sva začela na ta način in absolutno to je zelo razpoznaven znak, zelo vsi ga razumemo, nadpovprečno ga dobro razumemo in velik finančni vložek je. Ker ti imaš lahko nek rekelc, pa zdaj, a je tle od spodaj zdaj to nek brand ali ni brand, ni čisto točno jasen, a ne. Pri avtu pa je brand od spredaj, brand je od zadaj in se točno ve. A te lahko vprašam, zdaj, ko si rekel, da si ti eden od tistih, ki rad podari denar finančni oziroma avtomobilski panogi, pa me zanima, koliko pogosto se dogajajo potem rotacije teh avtomobilov, ker jaz si predstavljam, da pol se kar dogajajo rotacije, kupaš oziroma najamaš ali na lizing vzameš kakorkoli en avto, pa pol ga voziš, ne vem, en let, pol leta, zamenjaš, ne, za drug, mogoče malo boljši. Ja, jaz zdaj nisem več tak donator, no, zaradi tega, ker ampak čakam na drugo krizo, a ne, ker pač vedno pride pri moških še ena kriza, a ne. No, ampak ko sem kupoval take avtomobile, sem v bistvu menil na prezgodaj, ne, prezgodaj. To je zdaj, a veš, to je vse, zdaj smo na terapiji, a ne, to je zdaj, bi se mogel zdaj uleči, a ne, pa tako naprej. Pa povedati, zakaj je bilo prezgodaj, pa zakaj ni bilo prezgodaj, pa tako, pa koliko je bolelo, pol, ko je šel, pa pol, koliko je bila bolečina, ko je bilo treba drugega, pa tako naprej, vse te stvari. Jaz sem tudi kar terapevt, kar je par takim gospodom, ki so ostali še v tem, ki me pol pokličejo, kdaj recimo zvečer pa rečejo, vem, da delam vse narobe, sam jaz čutim, da moram prodati moj, ne vem, ta pa ta, ker je prišel zdaj pa ga vidim, pa tako naprej, pa vem, da bom izgubil 50.000 evrov. To so vse stvari, ki si jih mogel priti zdaj povedati. Ne, nekomu moraš povedati, a ne. Če ne je bolečina brez veze, ne, ti moraš zaupati prijateljem, za koliko si se zdaj, za koliko je bolečina ocenjena, a ne. No, ampak v glavnem, jaz sem tam okrog 3 leta, kar je glih fino se zgubil, pa glih fajn je bilo treba plačati za naslednje. Ampak zdaj pa ne, no, zdaj pa v bistvu, zdaj imam pa testne avtomobile, tako kot sem jih ves čas imel in v bistvu nekako družinsko. Pa rabljen avto smo kupili družinski, točno v starosti 4 let, avto, ki je imel 45.000 kilometrov, 4 leta star in je izgubil čudovito vso vrednost, mislim, res tisto, kar je izgubil. Zelo dober avto, no, ki nam dobro dela in nam bo dobro delal še dolgo časa in tako. Ampak se nagibam k temu, ker zdaj bo hčerka naredila, letos bo 18, pa bo imela izpit, pa še sin čez 1 leto. In se nagibam k temu, kako bi lahko naredili, da ne bi mi imeli 3 avtomobilov, no. Da bi bili na
2 maksimalno. No. Se pravi, boš del slovenskega povprečja. Ne, jaz sem Ti si čist, nadpovprečen. ne, čist povprečje, totalno, jaz sem slovenski povprečje, to bolj ne bi mogel biti, ja. Se pravi, vsak član družine svoj avto, potem je v Ne, prihodnosti. štirih pa ne bomo imeli, ne. Ne, to pa ne. Zdaj bomo, ampak no, mimogrede, koliko daš za mobilnost? Midva sva z ženo šla tudi računati, a ne, živimo bližje službam, šolam in tako naprej, a ne, zato da lahko hodimo s kolesi. Ali pa tako naprej, ne. Koliko več plačaš za kvadratni meter, zato ker boš manj plačal za mobilnost, a ne. To vse ti s svojimi sogovorniki načenjaš te teme, a veš. In, ampak to so v Sloveniji ful težke teme. Ti ne moreš kupiti v Ljubljani kvadratnega metra pogosto z 2 plačama, uno, drugo, tretje, veš, pač in tako. In pol moraš vkalkulirati višjo mobilnost. Ampak to pomeni, da moraš imeti pol 2 avtomobila, pa pol, ko otrok je 18, ni rečeno, da so vse možnosti, da vedno so časovno ujete, pa pol pride tretji, računi za 3 izdatke za avto. Vse stroške avtomobila za 3 pri hiši, a ne? Pri tem, kaj bi to pomenilo, če bi šli najet neki, da prodaš tisto nepremičnino, ne vem, v nekje v okolici Ljubljane, Kranja ali pa kjerkoli že, a ne? In greš nekam najemat in imaš na mesec ti več ostane. V glavnem, da ne zaidem, zelo bom pogorel, če bomo imeli res 4 avtomobile. Ne, 2 več ne sme iti, no. Pa se ne bo foter vsega financiral, vse ta mali tudi morajo kaj prispevati zraven, ne? Ja, Ali kaj? sej delamo, mislim, Delamo na zdaj sta gimnazica, no, ampak polet delata, ne vem, tukaj bom zelo vesel, če boš ti imela kakšnega sogovornika ali pa sogovornico, ki bo znala bolj. Jaz sem prebral eno knjigo, kako finančno opismeniti otroka, še v osnovni šoli. Ja, je slovenska. Slovenska, zdaj ne vem, kdo je avtor, no, sem pozabil, ampak to, kar ste bila v osnovni šoli, sem prebral. Ja. In mi ni rad, mislim, ni. Ampak tako, recimo, kako mladega človeka ne zamoriti s tem, da a veš, da ne gre razvažati hrane za ne vem koliko, ali pa delati. Moja hči je delala polet v eni kuhinji, a ne, in pol na koncu itak ni nič ni dosti zaslužila, zaradi tega, ker je nekdo očitno zakalkuliral in je dal preveč hrane, večkrat je narobe računal in pol so delili med kuharja, pa med njo, pa ne vem koga. In na koncu so, ko ne rečem, tako zelo enotno so razpršili delež, ne. Lastnik jim je rekel, zmanjkalo je 500 evrov, celotno v, ne vem, mesecu ali 2 mesecev, poletnih mesecev, jaz to ne bom pokril. Ne vem, kdo je strošek naredil, razdelil pol so si ga ti reveži razdelili in seveda je 2 meseca polet delala in je nič zaslužila. Ampak tudi, če bi zaslužila To so izkušnje. Ja, jaz sem tudi rekel, ja, tudi, absolutno. In, ampak, hočem reči, ti znesek, ki ga je ona zaslužila, ni mislim, zdaj je majhen, ampak če bi ga dobila takega, kot je, v resnici ni majhen znesek. To za enega človeka jaz sem mogel zelo delati za to, da bi približen ekvivalent dobil tega v srednji šoli, a ne. Se pravi, danes načeloma kar lahko zaslužijo, ampak če pa razmišlja mlad človek, dobro, ona dva še ne, ker sta v gimnaziji, ampak na faksu, potem, kako bo do stanovanja prišel, te pa lahko ubije, a ne, v tem smislu, da jaz itak ne bom mogel 800 jurjev nikoli na ta način zaslužiti. In tukaj bi po mojem zelo pomagali mogoče tem v faks, konc srednje šole, faks, pa predvsem mogoče nam staršem, a ne, kako reči, sej vse okej, dajte se videti kar poročiti, imejte otroke, bože, mislim, na koncu se že nekaj naredi, ne vem, ne. Tole kar kliče po reklami, moram ti iskreno povedati, mislim, da si prebral mojo knjigo, to je zdaj nova knjiga, Mami, oči, ali smo mi bogati, ker govori točno o tem, kar ti zdaj govoriš, kako v bistvu finančno opismeniti otroke, kako lahko to starši naredimo. Si pa prebral po moje knjigo, ki je bila izdana pred leti, in sicer, kaj moramo naučiti otroke, o denarju, preden gredo od doma. To.
Ni bila To. še tvoja. Ja, ta knjiga je bila, skupaj sva jo z Matjažem Nidorferjem napisala pred leti. Ta knjiga je out of date, tako da to Okej, je okej, okej. to v No, sklopu super. časnika Financa se prodaja. To sem pa jaz napisala za moje Okej. otroke, v bistvu, ki sta pa stara 19, starejši, pa mlajši sin je 16. In točno o tem govorim, kar je zdaj okej. bolečina tvojih otrok in tebe kot Okej, se starša. pravi, to je tudi za starejše, ker tam je veliko stvari, ki je pa... Je. To je pa, Za okej, okej, to je- okej, okej. To je prav Okej. o tem, kako privrčuješ Okej. za te večje cilje, kot so avtomobili, stanovanje in tako dalje. No, to. Da ne bova zdaj preveč časa porabila za to reklamo, konc Jaz EPP-ja. vem, kaj bom kupil, ja. Ej, ne, to sem te hotela vprašati. Zdaj, ti si v bistvu izpostavil ful dober primer, sam sebe si izpostavil, kupil si 4 leta star rabljen avto. A ne, zdaj Slovenci marsikdo, pa tudi povprečna starost, konec koncev, saj sam veš, kakšna je avtomobilov, voznega parka oziroma avtomobilskega parka v Sloveniji 11,1 leto. A ne? Se pravi, a lahko rečeva, da Slovenci se zavedajo, da pač, a ne, mogoče starejši avtomobili, rabljeni avtomobili, vseeno so ekonomsko bolj smiselni? A imam prav? Ja, lej, ali rečeš, da so ekonomsko bolj smiselni, ali pa preprosto nimamo več toliko denarja, ne? Oboje, a ne? Jaz mislim, da je oboje. Ker pri nas se mora nekje pokazati, da višina plač ne omogoča tega, kar mi vozimo. Ne? In zato je pa uvoz rabljenih avtomobilov nekajkrat večji in prodaja rabljenih avtomobilov nekajkrat večja od prodaje novih. In zato, ker dejansko, prednosti nakupa novega avtomobila so seveda tudi jasne, a ne, pač se normalno dobiš novo tehnologijo, novo avto in tako naprej, a ne. Tudi servisna jamstva in vse ostalo. Ampak nakup rabljenih sta dva loka, tam okrog 3 do 5 let, pa potem 7, 8, 9. Trend je jasen, lansko leto pri prodaji rabljenih avtomobilov dalj časa imamo avto. 2 stvari sta, dalj časa imamo avto in zaznan je bil odstotek ljudi, ki so kupili nov avto, pa so vredno kupovali nov avto, pa zdaj niso šli po nov avto, ampak so šli zdaj po rabljen avto, par let star. Tako da to dvoje nam nakazuje, po mojem, tisto dvoje, kar sem prej rekel. Jaz mislim, da nekaj več se zavedamo, nekaj več nas je, ki ne bi radi kar tako vrgli ven 20%, samo zato, ker je nov, a ne. Pa tudi nimamo toliko, jaz mislim, no. Ker je naporno tako živeti, da moraš ogromno dati za nepremičnino, da moraš ogromno dati za hrano, da moraš ogromno dati za to, da tudi malo živiš, da greš kdaj na morje, da greš smučat. Smučanje je postalo pač super luksuz drag, a ne. In tako naprej. In ko to enkrat skupaj sestaviš na mesečno, ne more biti 25%, kar bi sicer mogli biti, ne, za avto. Po mojem, meni se ne izide, no. Ali pa v računanju povprečne plače, ali pa tako, ker ljudje recimo si mislim, da zaslužijo, a ne. Tako da je najbolj logično, da se to zgodi. Jaz sem enkrat šla računat, koliko časa delamo za to, da v bistvu plačamo avto in poskrbimo za stroške vzdrževanja. In mislim, da sem zračunala 3 dni na teden samo za avto. 3 dni. Ja, si računala 25% od celotnega inkoma, da daš za avto? Ne, en kalkulator sem uporabila in sem vrgla noter vse stroške, od leasingov, pnevmatik, registracij, servisov, skratka vse, zavarovanja. In je prišlo, mi je prav kalkulator zračunal 2 do 3 dni, da delamo samo za avto. Ja, na teden. No, ampak zdaj pa daj to v kontekst. Lej, če ti hočeš imeti neko znamko, zaradi katerega razloga že, da ne bova zdaj Staples, ampak zato, ker bi rad imel pač tak avto, zato, ker ti je všeč, pa zato, ker ti je fajn. Kaj 3 dni? Lahko tudi 5 dni delamo, ne? Lahko. Ja. 7 dni, lahko samo za avto delamo. Ja, sej tako. Mislim, če je 35% celotnega tega pač svojega inkoma za avto, potem si se stegnil tako. Pol velja, da si šel, da boš, da tisto, kar voziš, ti res odtehta. Da ti res polni, da ti da nekaj več, kot pa da ti samo pripelje, a ne? Če ne, pa tam med 20 pa 25%
kar okej, ne. Zato, da si ti lahko še vse ostale stvari približno nekako omogočaš, ne. Zdaj, nekako pravilo osebnih financ pravi, da bi mogli za avtomobil pravzaprav privarčevati. 11,1 let časa imamo, da privarčujemo za nov avto. Vsi vemo, kdaj bomo nov avto kupovali. Večina pač ne privarčuje oziroma ima neke želje kupovati ne vem kakšen avto in pač enostavno ne gre čez. Pa dajva mogoče samo še na hitro spregovoriti o tem, lizingi, popusti, kako je s tem, posojila na banki, si mogoče kaj delal raziskavo na to temo? Ne, nisem, vem pa, da mi prodajalci povejo, da je vedno več je pač lizingov, nekih finančnih oblik, ne, tako da v ta trend gremo absolutno. Tudi avtomobilske znamke so zdaj že tako daleč, ene pri nas zelo, da ti, ne bom rekel, da ti ne dovolijo, ampak da ti zelo ti svetujejo, da, ali pa neprivlačno ti predstavijo nakup avta z kešem, ne. Ti raje ponudijo vse ostale možnosti. Tako da to je, to kar raste, no. Tako da izgleda, da v ta trend gremo. Kar podpira, a pa tudi pri rabljenih, ne, da se razumemo, a ne. Kar podpira to logiko, ampak saj jaz mislim, da to je prvi korak na poti tistega, kar so prej govorila. Na 3 leta boš imel nov avto, kar kaj boš prišel k istemu prodajalcu, v 3 letih bo facelift tega avtomobila ali pa bo že nov model, tako da boš glih fino zamenjal in ohranil isti leasing obrok, a ne. Pa dal boš, 20% pologa na začetku, če hočeš pokazati kolikor toliko neko resnost, ne. 20% moraš dati polog. Ne vem, če ga moraš dati, to ne vem, ne, ampak rekel bi, da ne, nekaj pa že moraš dati, ne. A ne moš? Ja. Mislim, Verjetno moraš dati, jaz sicer ne vem, koliko procentov, sam jaz si predstavljam, da moraš dati. mislim, nekaj, ja. v Ameriki imaš trenutno izjemno neveč tempirano bombo, je že eksplodirala, ker so ljudje pač prišli samo s plačilnim pač tem dokazom, da so nekje delajo in so odpeljali avto. In potem se to konča ta zgodba lahko v nekaj mesecih in tako naprej, in potem ima ta odvzeme avtomobilov, čisti Teksas, te pa avtomobile naprej prodajo, 3-krat so prodali in mislim, v glavnem, jaz si želim, da v Sloveniji do tega ne bi prišlo. In zakaj jaz govorim, da je to tako pomembno, ker imamo 1,2 milijona avtomobilov. Mi moramo imeti neko, avto je za našo mobilnost, pa dobro, okej, mi sva zdaj tukaj zmeštrala vse in emocije in psihologijo in vse to. Ja, okej, tudi ta del. Sam v resnici ni bi mogli to odmakniti stran, pozabiti na, ne vem, Porsche pa ne vem, pa vsem, pa čisto ni važno, ampak se ukvarjati s tem, da imamo 1,2 milijona avtomobilov in da je to hrbtenica naše mobilnosti. In jo je imeti tako in tudi reči, kako omogočiti Slovencem, da bojo imeli. Ker to, da se vozni park stara, meni ni fajn, a ne. Zaradi tega, ker to pomeni, da imamo starejšo tehnologijo, manj varne avtomobile, manj ekološke avtomobile in tako naprej. Tako da to ni dober trend, a ne. Kako bi mi prišli do tega, da bi si mobilnost z avtom lahko privoščili, pa da bi bila sodobnejša, varnejša, ekološka in tako naprej, a ne. Če bomo ostali na tem konceptu mobilnosti, a ne. Če bomo šli pa kakšnega drugega, se moramo pa čim prej zmeniti, no. Kako si dobro rekel, da damo emocije na stran, pač ne moramo dati emocij na stran pri nobeni zadevi, niti pri investiranju. Sploh recimo zdaj zlato, srebro, koliko je tukaj emocij, nenormalno. No, pa dajte še eno zadevo vprašam, rekli so, da se bova 1 uro pogovarjali, pa smo šla malo čez, no, ampak nujno morava še eno zadevo obdelati, in sicer te popuste, ki ti jih ponujajo trgovci, 5, 6, 10 tisoč evrov. A to so dejansko popusti ali gre za neko za neko napihnjeno ceno, ki jo potem pač znižajo in deluje, kot da dobiš popust? Ne, saj je napihnjena, ne, saj poskusiš z eno ceno, pa če ne gre, pa spuščaš, ne. Saj ni, mislim, ta igra pri avtomobilski industriji je res, res, res stara in znana, pa ni nič drugačna kot pri drugih stvareh, a ne. S tem, da zdaj se samo razmerja, kdo je tisti, ki ga ta popust najbolj zaboli, a ne. Kdo ga je najbolj dal, a ne, ker tisti, ki nam avto proda, če je to recimo nek prodajalec, nek dealer znotraj neke mreže, on ima neki marže, a ne, mislim pač, mora znotraj tega ostajati, a ne.
kdo je zdaj to uvoznik ali tisti velik distributer, kdo je pač na kateri strani je to nastalo. Mimogrede, pri avtomobilih je tudi tako, da se štejejo dnevi, koliko časa je v salonu, koliko časa je na parkirišču, koliko to je v dnevih šteto. In ko gre čez nekaj dni, nekaj določeno število dni, se mu obarva rumeno, pa se mu obarva, ne vem, oranžno in pa se mu obarva rdeče. In ko ga nima prodanega v, ne vem, tolkem in tolkem času, ga mora začeti nekako riniti naprej. In če ga ne uspe prodati s popusti, potem ga da raj ga da v neko rabo, registrira ga, pa ga da za testno vozilo, pa ga potem pa že reče, ni več nov, ima 5000 km, je kot nov, ampak zdaj pa ni več 5 evrov popustov, zdaj pa že več. Pa še to vam damo zastonj, pa prve servise da. V glavnem, pri avtomobilih je to morajo ljudje vedeti. Mi, ki smo kupci, smo v tem smislu res v privilegiranem položaju, dokler kaj kupiš. Ampak je tle kar krvav boj. In pravim, 15 novih je prišlo za to isto mizo, na tej mizi je toliko hrane, kolikor jo je, in tle jaz pričakujem, da bojo cene morale pasti. Ena zanimiva logika se je v avtomobilski evropski industriji naredila, prav finančno gledano, ko bi rekel, naredili so novo matematiko. Ni več važen, da naredimo ogromen avtomobilov. Bolj je važen, da jih naredimo manj, pa da jih več za višje cene prodamo. Ko so ugotovili, da jih ne bojo mogli več take mase prodati, zaradi tega, ker je preveč igralcev, so obrnili hitro zgodbo, pa so rekli, naše blagovne znamke so toliko močne. Zdaj pa so čustva, status, bla, 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 vse to, kar so prej govorili. Mendej ne boš šel kupiti zdaj ne vem kaj. Tle imaš naše evropske znamke, zanesljive, da ne boš smešan, sam stanejo pa toliko. In jaz mislim, da se bo tudi v prihodnosti se bo ravno na tem polju delali. Če boš ti hotel pokazati, da nimaš neke poceni kitajske, pa ni treba, da jih poceni. Pač ne bo mogla doseči. Japonske znamke zelo dolgo časa niso mogle visoke cene doseči. Ker so vstopile kot nizkocenovnež. Kitajske vstopajo kot nizkocenovnež, ene bi pa celo rade pokazale takoj, da so že Tesle, Apple, karkoli že. V glavnem, da ne zaidem, popuste je treba zmeri loviti. No. Ja, pika. Ja. Dokončna pika. Za zaključek, a lahko daš našim poslušalcem in gledalcem 3 pravila za pameten nakup avtomobila? Računati, tako kot si ti v knjigi verjetno napisala, ker bom šel, reklama, ker bom šel kupiti, ko imam tako stare otroke. Ampak definitivno računati na mesec. Če eno stvar povem, mislim, da zdaj 5 let nazaj, smo na spletnih straneh dajali ob testih avtomobilov nekaj časa, smo dali izračun na mesec leto, vsega, celoten obseg, tako kot si ti prej rekel, da si v kalkulator noter metala vse stroške. In pa smo malo gledali, ali ljudje to gledajo. Pa je meni bilo grozen. Mislim, da strošek na mesec, strošek na kilometer ali nekaj takega, eno ali drugo. Vse, ko imaš enkrat številke, jih hitro izračunaš. Mimogrede, če kupujete nov avto, potem tudi vprašajte, koliko vas bo stali servisi, ker to ni uganka, to se ve, koliko stanejo, in pol lažje izračunaš. Ne vem, nakupna vrednost toliko, gume, vse se ve, koliko. In to je tisto, kar se midva sva na začetku pogovarjala. Mi bi radi pač imeli torto, pa radi bi jo pojedli. In zdaj tam gledaš en avto, rad bi imel, mimogrede, jaz sem tudi z veliko prodajalci delal te prodajne tehnike, tudi v Ameriki sem to gledal, ker tam je to najbolj, tam je to res do potankosti. To je tako kot bazarno, tako kot greš v arabskem svetu nekaj prodajati ali pa prodajati ali pa kupovati, sem eno in drugo delo. Oni nas vidijo, ko stopaš ti noter v salon, oni vejo, da boš ti kupil ta avto, pa zelo. Če je dober prodajalec, že približno ve. Pa še nekaj morate vedeti, vsi, ki greste nov avto kupovati ali pa rabljen malenkost drugače. Včasih smo šli v 3 salone, 4, zdaj gremo v 1 do 2, zato ko vse ostalo narediš na internetu. Se pravi, da če si se že popoldne narisal po službi, ker nimaš časa v njegov salon,
pol je on že kar precej prepričan, da si ti že domača nalogo naredil na internetu in si zdaj prišel samo še v bistvu bolj kot ne ali potipati, pogledati, pač mogoče se probati za testno vožnjo, zato da odkljukaš, ampak si že zelo tam, a ne. In se pravi, ne mu dati vedeti, a ne. Ne mu dati vedeti, da si že toliko gotov, a ne. Mimogrede, zdaj tudi v Sloveniji so se prodajalci že zelo dobro naučili, ker včasih je bil ta trik, da si rekel, ne vem, prišel sem gledat, ne vem, ta pa ta avto, ampak tam, ne, recimo, gledam Forda Focusa pri vas, a ne, ampak za golfa tam so mi dali pa tako ceno, a ne. Prodajalci dolg časa niso znali s tem pač nekako shendlati, a ne. Pa so pa imeli te tečaje pa tako naprej in danes že tako daleč grejo kakšni, da rečejo, imam od tegale golfa recimo, ne, imam tle cenik, oni mi ga res dajo za, ne vem, 28,000 evrov, ne, in pa tle za 30 tega Focusa, pa ne vem. In da pol oni včasih vzamejo ta papir, pa ga strgajo, pa rečejo, glejte, ne, če ste sem prišel Focusa gledati, a ne, pol pustva vse druge stvari, a ne. Če pa vas golf zanima, pa so pa oni 2 kilometra naprej, tamle dol, a ne, imajo lep salon, pejte kje pa ga kupite, a ne. To so vse taki triki, a ne, ki se jih moramo prej, mimogrede zelo veliko ljudem ni to fino kupovati avto, enim ljudem je pa izrazito fino, a ne, ampak več je takim, ki jim ni fino. Tudi ni jim fino, ki jih tam potem stiskajo, to jaz napiš knjigo o tem, a ne, ker ti sediš na drugi strani mize, pa ti on meče številke, pa reče, dajva midva zdaj tako naredi, ker to je običajna komunikacija, ne, dajva midva zdaj pogledati, kaj midva lahko narediva, ne. Jaz ne morem reči, če sam kupim ali pa ne kupim, ne. Ampak pol pa začnejo s tem, pa če dava tlele leasing, pa ves vam lahko tlele, pa šefa bom prosil, pa bo dal pol mogoče še nekaj tlele bi se dal, mogoče pa gume vam dam, pa ono. A mi lahko, ne, počas, ne, zračuniva, kaj jaz moram vedeti, ko grem avto kupovati. In to je to. Jaz mislim, da moraš narediti še en podcast točno o tem. Kaj moram jaz vedeti? In to je to. Celoten strošek lastništva mene zanima. Koliko bo avto mene na mesec stal? In a si to lahko privoščim? In v celotnem strošku moram dati noter vse, ne? In tam pol, ko enkrat to imam, pol vem in pol si lahko rečem, ok, jaz sem zdaj, ne vem, v krizi, rabim neke bolečine, se pravi, grem čez to, a ne, kupam. In ko sediš tam, avto diši, avto ima svoj vonj, namenoma tazga, to je, ljudje se ukvarjajo s tem, imajo cele oddelke, ki preizkušajo vonj, da je vonj prijeten. Ambient je lep, svetu, barve avtomobilov so lepe, feltne so vedno večje, vse je tako, ne, ti se tam že komi upiraš, a ne, se zato pa je, ta igra je znana, a ne, ti se komi upiraš, on ti pa mešče številke, a ne, takrat moraš ti pač toliko zdržati, pa reči, ne, tokle jaz lahko grem, ok, vse v redu, se ne bova zmenila, ne vem, karkoli že, ampak ne, mi pa se, praviloma Slovenci, se tepemo tam v smrt za nakupno vrednost, a ne pogledamo pa celotnih stroškov, to. Moj nasvet bi bil celotno stroške, ker se da zračunati, tudi pri rabljenem, ne. To si pa ful dobro povedal, ne ukvarjamo se z računom celotnih stroškov. Enako je pri investiranju. Ja. Ukvarjamo se z nekimi takimi vstopnimi stroški, izstopnimi stroški, ampak ne ukvarjamo se pa s celotnimi stroški investiranja. Dosti podobna zadeva, tako da Ja. se strinjam s tabo, to je treba narediti ločeno epizodo. Se pravi, rekla sva, izračunaj si celotni strošek nakupa avtomobila in vzdrževanja avtomobila. Ja, potem, vse, ne. celoten strošek, pa še nekaj, no. Običajno kupujemo prevelike avtomobile, no. Praviloma kupujemo prevelike avtomobile. Ampak to je spet tako, a ne. Mi kupujemo avto zato, ker bomo šli enkrat na leto smučati, a ne, in zato mora biti za eno številko večji. Zračunimo, a nam ta ena številka večje avtomobila, kaj nam to pravzaprav pomeni? To pomeni večje pnevmatike, dražji servisi, dražje zavarovanje, ne vem, karkoli že. Sam zračunimo. Mislim, poglejmo, no, zakaj ga potrebujemo. Se to pomeni, da tisto eno smučanje pa mogoče ne bo tako udobno, kot bi bilo, ampak prostora itak, ima še enka družina, itak nikoli ni bilo dosti prostora, a ne. Tako da je treba, ampak to je zaznano, no. Mi gremo pogosto za številko preveliko, no. To je še ena taka
tak kažipotno. Ampak se pravim, jaz mislim, da je bolj pomemben, ker v velikost pride noter v celotna stroška, si ga ti lahko privoščiš ali ne. Ne? In pol tudi pride do razlik v znamkah, pa v investiranju. Pa tle so razlike, vse so majhne, ampak tep na mesečni bazi, na letni, ne vem, v 3 letih, ki ga imaš, 4 letih, to pomeni, to se da zračunati, koliko to pomeni. To je pa druga stvar, ne vem, če to ljudje sicer počnejo, to ti veš, ne, ampak recimo ti, če zračunaš, da boš dal, ne vem, za en avto toliko na mesec, ali pa da te bo avto stal toliko, pa primerjaš ga z drugim, a si zračunajo na koncu, koliko to pomeni v 4 letih razlike. Ker v 4 letih razlike to lahko pomeni 5-6 tisoč evrov. Ne? To je tako, ne? Mislim. To bom zdaj dala na LinkedIn anketo, če vejo, koliko jih stane avto na mesec, če so si jih že kdaj izračunali celotni strošek avtomobila. To se mi zdi ful dobro. Ok, a je to? Ja, jaz mislim, da ja. Ker mislim, lahko odpreva še ful velik, ne, teh terapevtskih, ki so prej imela, ampak jaz moram žal vesti, no, tako da me pa zelo veselilo, no, tako da upam, da je bilo zanimivo tudi komu drugemu. Ful je bilo dobro. Tako da. Ful je bilo dobro. Najbolj zabavno je to, da si rekel, se bo vse v 1 uri obdelala. 1:40, ni problem. Pa veš, česa še vsega nisva, ker sva se že pogovarjala, tako da ja, ne, dobro. Imaš pa kakšno zadevo, recimo kakšno kolono bi tudi lahko vključila v strošek mobilnosti. A ne glej, zdaj se sprašujem, kako naj pridem do Maribora. A se mi bolj splača iti z vlakom, 2 uri vožnje ali koliko je, a še dejansko z avtom? Razmišljam, pa še nekaj, ti moram iskreno priznati, pozabila sem avto registrirati, hvala, da si me spomnil. No, zdaj veš, zdaj lahko greš z vlakom, a ne? Ja, zdaj vem, če mi te danes navrata, bomo gledali z vlakom. Ne, to je to. Hvala, da ste bili z nami, poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav.